Gospod Janez Pojej, predsednik ISME Europe, danes gostite svoje evropske kolege v Portorožu v okviru 5. industrijskega foruma ET 2014. Rekli ste v uvodnem pozdravu, da Slovenija oziroma da zaključujete 3-letno misijo. Nam lahko poveste, kako ste zadovoljni z tem obdobjem predsedovanja ISME Europe in pa seveda z današnjim dogodkom v Portorožu? Najprej, če dovolite oceno današnjega dogodka v Portorožu. Jaz mislim, da nam je dogodek zelo dobro uspel. Zakaj? Odziv imamo izjemen, tako s strani domačih kolegov, tako s strani akademske strukture, domače in tuje, tako s strani tujih kolegov, tako da očitno nam je uspelo pripraviti teme, ki so zanimive za strokovno orodjarsko javnost. Očitno nam je uspelo ujeti čas, ko si ljudje lahko vzamemo, da rečem v navednicah, izlet in gremo pač na tako konferenco. In na koncu uspelo nam je sestaviti tim, lokalni tim, ki je uspel to konferenco izjemno dobro organizirati. Praktično v 3 dneh nismo imeli ene situacije, ki ne bi bila obvladljiva, ali pa ne enega vprašanja, ki ne bi dobilo odgovora. Kar se tiče 3-letnega obdobja, jaz bi rekel, da smo naredili nekje povprečen rezultat. Torej ideja, da se ISMA glas povzdigne, mislim, da je realizirana, da je več ljudi sprejelo našo branžno združenje, da smo branžno združenje približali Evropski komisiji, da je Menu Future prevzel ISMO kot glavnega partnerja, da smo pravzaprav repozicionirali orodjarstvo v verigi vrednosti, v razvojni verigi. Nismo uspeli dobiti vseh novih članov, torej nismo se uspeli širiti v regije, predvsem regije vzhodne Evrope, tle mislim predvsem na Poljsko, Rusijo. Nismo uspeli mogoče participirati ali pa penetrirati še bolj v evropske projekte. Tako da pač to so neke naloge, ki bodo predane ali pa morajo biti nadaljevane s strani novega predsednika oziroma države, ki prevzema našo vlogo, to je Finska. In bomo pa na tej poti pomagali. Torej lahko rečemo, da so to tudi izzivi, ki čakajo evropske orodjarje oziroma slovenske orodjarje? Absolutno. Meni se je zelo dopadla prezentacija kolega Ruija Toša, ki pravzaprav je dal v eni od prezentacij izjemno sliko, ko je pokazal, da praktično cel svet planira na 2020. Vsi, na vseh kontinentih govorimo o isti časovnici, pa nas noben ni na to našuntal. Vsi govorijo o velikih spremembah, ki jih je potrebno do 2020 narediti. Vsi govorijo o istih produktnih grupah, o istih produktnih področjih, vsi govorijo o rasti, vsi govorijo o več znanja. Torej, koliko se je na tem področju zdaj svet zglobaliziral, mislim, da prvič tega ni noben pričakoval. Drugič pa morda nas je te konzervativne Evropejce ta zgodba silno presenetila. Zakaj? Ker nismo nikoli verjeli, da bo to našo dominanco, ker včasih smo rekli tool and die business, home in Europe. Seveda, da bo to našo dominanco nekdo, ta balonček nekdo predrl in da je zginila. In zdaj se pač moramo boriti z enakimi sredstvi, z enakimi orožji, praktično na istih terenih, z nekimi ljudmi, ki so pa očitno celo morda malo bolj motivirani, kot smo mi. Drugih prednosti nimajo pravzaprav, kot je ta motivacija za vse aspekte poslov, o katerih danes le govorimo. No, samo še ena poslanica vašim stanovskim kolegom. Torej, v Sloveniji praktično smo ohranili število podjetij, ki se ukvarjajo s tem. Kolega Jose, ki je ocenil naš sektor globalno, je pokazal, da je Slovenija izjemno izvozno orientirana na področju orodjarstva, da ima izjemno referenčne stranke. Druga prezentacija je pokazala, da je pravzaprav v zadnjih letih orodjarstvo tisto, ki raste tako vrednostno, ki raste tako po obsegu. Torej,
z poslovnega vidika imamo popolnoma vse možnosti, da zmagamo. In mislim, da smo eni redkih v tej državi, ki nam je skoraj prepovedano jamrati.